Pametni telefoni, televizija in računalnik so naprave, ki jih največ uporabljate, v povprečju 1 do 3 ure na dan. Telefon uporablja več kot 90% mladih, na njem pa kraljujejo Snapchat, Instagram, TikTok in YouTube. Družim se s prijatelji, tam pa lahko pogovarjamo preko omrežij. Kvačkam, zato tudi iščem ideje za kvačkanje. Kaj se dogaja v svetu, novice razne. Jaz ne uporabljam družbenih omrežij, saj nimam takšnega telefona. V bistvu se lahko družim z ljudmi v živo. Ko si aplikacijo naložimo, podjetju dovolimo, da dostopa do naših podatkov, saj sprejmemo pogoje uporabe. Če je zelo dolgi, samo vkljukam, pa nič pogledam, če pa je mali, pa mogoče preberem. Ponovadi kar kliknem accept. Tretjina mladih v Sloveniji, ki so bili vključeni v raziskavo, navaja, da ne zaupajo načinu zbiranja njihovih podatkov. Tretjina vprašanih pa, da ne znajo preveriti, kateri podatki se zbirajo o njih. Ne vem, kje v bistvu to gledaš. Na nastavitvah v aplikaciji. Živimo v podatkovljenem okolju, kar pomeni, da je ogromno naših podatkov lahko dostopnih. Digitalne platforme, torej podjetja, s tem, ko zbirajo vse te ogromne količine podatkov o nas, dobivajo vedno večjo moč. Ni samo to, da mislimo mi, da imamo sam korist od njih, ampak tudi zbirajo podatke, oni vejo tvojo lokacijo. Vejo, kaj nam je všeč, da nam te videe pokažejo. Oglaševalcem različnim prodajo tvoje podatke, da oni boljše oglašujejo in oni v bistvu s svojimi podatki služijo. Raziskava kaže, da razumejo oziroma da se želijo sami zaščititi pred tem, da bi se o njih pretirane količine podatkov zbirale, vendar bolj z vidika varnosti v smislu, da jih neznani odrasli ne bi mogli doseči preko spleta. Kar se pa tiče digitalne suverenosti, o tem pa ne premišljujejo prav veliko še. In zanjo lahko nekaj naredite že zdaj. Izbrišite aplikacije, ki jih ne uporabljate, in spremenite nastavitve zasebnosti pri drugih. Na primer, izklopite lahko sledenje vaši lokaciji.